V Bistriškem gradu so minuli četrtek pripravili predavanje z naslovom Žrtve Auschwitza z območja Slovenske Bistrice in Maribora. Predaval je Boris Hajdinjak, ki je predstavil usode slovenskih žrtev Auschwitza z območja Slovenske Bistrice in Maribora. Poseben poudarek je namenil tistim, ki so povezani z delovanjem pohorskega bataljona. Torej, v pohorskem bataljonu je bilo 2/3 ljudi mlajših od 25 let, 10% jih je bilo tak mladoletnikov, 3 bratešarcev, pa niso bili edini, in pa več kot 10% je bilo žensk. Ta sestava vam kaže na to, da je pač to neka situacija bila, ki so ljudje, otroci, ženske začeli sprejemati vloge, funkcije, ki niso bile običajne takrat, in Bog ne da bi še kadarkoli. Torej, neka moška zadeva, kot je vojskovanje, v tej situaciji postala nekaj, kar nikoga ne prišpara. Zdaj, kar se pa same krajevne sestave tiče, torej, zelo velik odstotek je bil pravzaprav niti podrazno ne s Pohorja. Že premenjeni komisar je bil iz Zasavja, potem druga velika skupina borcev, 15, je bila torej iz Zasavja, potem še celo več borcev, skoraj 20 je bilo iz Spodnje Savinjske doline, konkretno, to spet ni Pohorje. Do tega, da je torej bilo vsaj 25 borcev iz območja Ljubljane. Sama enota je nastala šele potem, ko je po sicer mukotrpnem in zelo nevarnem in zelo težkem pohodu druga grupa odredov se prebila iz Dolenjske, ker je 1942 spomladi bilo razmah partizanskega gibanja, po ovinku čez Gorenjsko, čez Karavanke na Štajersko. In zaradi tega ne smete biti presenečeni, da tisti, ki ste ga sigurno bili preživeli zadnji, ko je bil Kulaver, on ni Štajers, nima Pohorje veze, on je iz Ljubljane. To je tudi vzrok, zakaj pač upam, da bo kdaj predavanje pohorskem tudi v Ljubljani, ker to je četrtina bataljona bila iz Ljubljane. In pa še ena, ker se nismo še uspeli zmeniti, ampak bi rada, bi tudi bilo, je ravno Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, kjer je bilo torej spet skoraj 15% borcev, recimo. Ampak to vam tudi kaže na to, da je partizanov, so 42 leta na Štajerskem bilo tako malo, da pustimo zato, da bataljon ni bil bataljon 100 borcev, to pomeni vaški logenezni bataljon, Bili so na četre pa ženski vod, ampak to ni velika številka. In še ti, ki so bili, sploh niso bili si Štajerci. Take so bile razmere, tako hudo, tako težko je bilo biti partizan, so 42 leta na Štajerskem, nič na Gorenskem, kaj še na Dolenskem so ne more biti s tem. In tudi zaradi tega zdaj razumemo, zakaj je to pravzaprav tako izjemno, ker 4 mesecih delovanja, tako sem rekel, zdaj ne morate biti neke strašne velike stvari narediti in tudi velik del tega so tako potem bili prizorišče, ker je tako izjemno. V prostorih Lutkovnega gledališča Koruzno zrno Slovenska Bistrica in DPD Svoboda Slovenska Bistrica je v ponedeljek potekalo regijsko srečanje lutkovnih skupin. Na srečanju, ki ga je pripravila območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica, se je predstavilo 8 lutkovnih skupin, med njimi 3 iz občine Slovenska Bistrica. Lutkovna skupina druge osnovne šole Slovenska Bistrica in društva Koruzno zrno je izvedla predstavo Muca Copatarica. Lutkovna skupina osnovne šole Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica se je predstavila slovensko ljudsko pravljico Pastirček, lutkovna skupina osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesentinje pa je uprizorila predstavo Na otoku. Med letošnjimi dobitniki nagrad in priznanj Frana Gerbiča je tudi Bistričanka, baletna učiteljica Mateja Brečko. To so najvišje stanovske nagrade, ki jih je Zveza slovenskih glasbenih šol pred kratkim že 20-tič podelila najzaslužnejšim glasbenim pedagogom in organizatorjem pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja v naši državi. To priznanje je predvsem plod tega, da sem ustvarjalka že celih 27 let, kolikor sem pač v tem pedagoškem poklicu. In z temi mladimi ljudmi zelo rada soustvarim lepe zgodbe in mislim, da je to tudi ta doprinos, zaradi katerega sem nagrajenka. Še bolj pa mi pomeni to, da se je ta nagrada letos podelila tudi na baletno področje, kajti mislim, da sem celo druga dobitnica te velikega priznanja. Na osebnem nivoju pa seveda sem vesela, počaščena in zahvaljujem se vsemu mojemu kolektivu, ki me tudi spodbuja, da lahko ustvarjam in delam to, kar pač doprinašam v ta svet. Pri katerih letih ste se navdušili nad baletom?
Ja, ta zgodba je zelo zgodnja, kajti že v 3. razredu osnovne šole sem jaz bila prepričana, da bom jaz učiteljica baleta. In seveda potem sem ure in ure preživela od začetka do konca, ko je moja učiteljica Olivera Ilič imela prve urice tu v Slovenski Bistrici. Skratka, veliko sem vložila že na začetku in seveda potem nadaljevala šolanje v mariborski srednji šoli. Skratka, bilo je zelo naporno, ne morem reči, ampak ja, ko se človek odloči, kaj želi postati, potem ni ovir, da jih ne bi premagal. In ja, danes pa lahko rečem mnogokrat, da ali je to moja služba, ali je to moje poslanstvo in se moram prav izščipniti, zato ker v tem delu res neizmerno uživam. Kaj je torej po vašem mnenju pomembno, da nekdo postane dober baletnik oziroma baletka? Najprej trdna disciplina. Seveda so tukaj tudi določene danosti, ki ti jih je pač, bom rekla, genetika tudi namenila. Zagotovo je to ozek segment, kamor pač lahko nekje se kdo vključi. Tudi moja zgodba je bila takšna, ampak danes vem zakaj, ker me je pač, bom rekla, življenje postavilo v pedagoški poklic, ne v poklic plesalke. Skratka, je ta fiziološki izgled zelo izjemnega pomena, kajti to je naš inštrument, s katerim potem pač soustvarjaš plesne gibe na odru in če ta ni popolno narejen, potem tudi pride do poškodb oziroma sploh ne moreš izvajati tako zahtevnih gibov oziroma elementov, kot jih pač klasični balet vsebuje. Tako da v bistvu tu zelo, bom rekla, kar precejšnji moraš imeti zelo veliko sreče tudi, poleg vseh teh delovnih navad in pa seveda, da imaš ples zelo rad. Rekli ste, da poučujete že več kot 25 let, torej imate ogromno izkušenj. Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno pri pedagoškem delu z mladimi? Da jih imaš rad. Preprosto. In da imaš rad to, kaj počneš in potem se stvari vse stečejo tako, kot se morajo. In v glavnem ljubezen je tista, ki je vodilo tudi v mojem poklicu. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli ponedeljek predstavili knjigo z naslovom Iskrice iz Slovenske Bistrice avtorja Nikolaja Murka. Murko je pred leti organiziral bistriške večere, na katerih so bili gostje znani Bistričani ter popularne osebnosti širšega slovenskega prostora. Po prireditvi, ki jo je vodila Natalija Šarman-Ferleš, je avtorja knjige pred kamero studio Bistrica povabila Anika Predan. Zakaj ste se v bistvu odločili napisati knjigo Iskrice v Slovenski Bistrici in zakaj ste jo tako poimenovali? Zakaj sem zgodil imenoval Bistri? Skratka, zdelo se mi je, da so ti priblici, ki jih imamo v glavi, pa vsa ta čas, ko sem pa te zgodbe skupaj zlagam, sem rekel, dobro, to bi lahko bile iskrice. V bistvu pa so naprej anekdote. Napisal pa sem zato, ker sem nekako čutil v sebi, da bi še rad nekaj povedal. V sebi naredil nek zapis, da imam en spomin na res to bogato obdobje, ki sem ga preživel v Slovenski Bistrici. V drugi strani pa vidim zdaj, da mi celo uspelo, da sem ta zapis nekako sprevedel v knjigi in to je v bistvu namenjeno meni osebno kot za dušo, pa morda tudi za koga, ki bo to prebral. Skratka, ker bo ta knjiga tudi v knjižnici naprej dajala v posojo, kakorkoli. Ja. Pač je ogromno zgodbe v tej sami knjigi in mene zanima, katera pa mogoče vam najbližje oziroma najljubša od vseh teh zgodb, če bi lahko opredelili. Če bi se lahko opredelil v teh zgodbah, katera mi najljubša, pravzaprav so mi te zgodbe vse simpatične. Jaz se bom mogoče na Vanča obrnil na tega kolporterja, ki je pri njegovem obnašanju pustil tudi mogoče negativne stvari, vendar v nekem smislu ima sigurno veliko več plusov. In vesel bi bil, če bi se ta Vanč nekako v prihodnosti uporabil kot neka maskota, kot neka legenda kraja. Recimo Maribor je imel Jurčka in ima Jurčko vlakec, pa ima Jurčko oder na festivalu Lent. Recimo, da bi se tudi mogoče Vanč uporabil. Prav lepo je bilo, če bi nekdo, ki ima trafiko ali neko malo prodajalno, pa da napiše gor Vanč, pa bi se ljudje pogovarjali, gremo spet k Vanču po Cajtnge. Ta Vanč mi je izredno všeč. Všeč mi pa tudi nekaj par teh stvari, ki sem jih mogoče malo hudomušno obrnil, pa sem si malo dušo izpel v tem smislu. Ne?
Torej, znani ste pa tudi zelo po organizaciji samih teh bistriških večerov. Kateri je vam najbolj ostal v spominu? Bistriški večer najbolj spominal oziroma nekako najbolj sem vesel ravno z večerom, ki je vezan na profesor dr. Zoro Janžekovič, ker ona je bila pri nas gost, res da imam to srečo, da že smo profesor poznali svoje mladosti, ker moji starši so bili zdravstveni delavci in smo se tudi preko tega tudi z njo spoznali in bila je res pomembna gospa in vesel sem, da sem uspel za predlogom, da je dobila to listino častnega občana v občini Slovenska Bistrica. In ona je to res ne samo, da je bila zadovoljna, ona je to zelo dobro vrnila. Prvo leto po tem, ko je bila imenovana, je dala denar za obnovo fasade Bistriškega gradu, naslednje leto pa je celo ustanovila fundacijo za nadarjene študente. Danes, hvala Bogu, če rečem tako, ima spominsko sobo v gradu in prav je, da to in to je večer, ki sem si ga dobro zapomnil. Sicer pa mislim, da vsak večer ima en kotiček v tem mozaiku teh večerov, ki se mi puščajo lepo sled in spomin. Na prireditvi je nekaj odlomkov iz knjige Iskrice iz Slovenske Bistrice prebrala Danica Godec. Bil sem presenečen, začuden in poln mešanih občutkov. V trenutku se mi je postavila kopica vprašanj. Od kod naenkrat to? Kje bomo stanovali? Kaj bo pa ženino službo? Kdo bo skrbel za leto in pol starega sina? In kdo bo pazil nam? Ali bom v tem takem stanju sposoben sprejeti nov izziv in odgovornost? Z Marijo sva se s fičkom odpeljala v Slovensko Bistrico. Odložila me je pred tovarno. Prvič v življenju sem šel v neko večjo ustanovo, tovarno, skozi vhod mimo vratarja. Preverili so dokumente in me najavili v pristojni kadrovski službi. Mislim, da so preverili celo moje vabilo. Na kadrovskem oddelku v žargonu se je reklo v personali, me je sprejela prijazna dolgolasa gospa z očali Petra. Hitro, predvsem pa zelo prijazno mi je predstavila pomen in potrebo po zaposlitvi. Predstavila mi je tudi osnovne obrise velike tovarne Impol. Moram reči, da sem to tovarno poznal samo iz tistega, kar smo se učili v šoli. Vedel sem, da proizvajajo izdelke iz aluminija, surovino pa dobivajo iz Kidričevega. Učili smo se tudi, da Kidričevo, tovarna glinice in aluminija, na dan porabi več električne energije kot cela Ljubljana. Po krajšem pogovoru je poklicala vodjo menze, tost družbena prehrana, da naj pride pome in me seznani z obratom, oziroma da mi podrobneje predstavi zahteve in pogoje razpisanega prostega delovnega mesta. Dogodek je popestril tudi Robert Šarman s svojim novim triom. Moje pesmi tiskane po belem svetu bodo šle, po belem svetu bodo šle. Pastiri mož jih bo izbral in dragi svoji dar podal, dragi svoji dar podal. Tvojo Ljubljano pride mož, tudi ti dobila ene boš. Ti dobila ene boš. Rudiče usnje vezane in zlatom bodo rezane, zlatom bodo rezane. Saj tebi so napisane, saj tebi so napisane. Le beri
Športna dvorana Srednje šole Slovenska Bistrica je bila minuli torek v znamenju instrumentalne glasbe s pevskimi in plesnimi popestritvami. Na prireditvi z imenom Svet musicalov, ki sta jo skupaj pripravili Glasbena šola Slovenska Bistrica in Srednja šola Slovenska Bistrica, so izvedli več evergreenov in odlomkov iz svetovno znanih musicalov. Pobudo glasbene šole so na srednji šoli sprejeli z navdušenjem in s hvaležnostjo, predvsem zaradi večletnega medsebojnega sodelovanja, ki se je tudi tokrat izkazalo za odlično in za mlade ljudi zelo pomembno. sestavljen in opremljen s številnimi izjemnimi dodatki. Nekateri iz vas se morda še spomnite skrivnostnega primera povezanega s fantomom opere in dogodka, ki ni bil nikoli razjasnjen. Dame in gospodje, naj vam razkrijem, da je to tisti lestenec, ki je povzročil vsem znano tragedijo. Naši delavnici so ga obnovili in ga opremili z električno napeljavo, tako da lahko sedaj zaslutimo, kako je nekoč izgledal v vsem svojem sijaju. Morda bomo z malo svetlobe uspeli priklicati tudi starodavnega duha. Dame in gospodje, lestenec!
Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je za četrtek sklical novinarsko konferenco, na kateri je odgovarjal na vprašanja v zvezi z aktualnimi temami. Med drugim je komentiral načrtovano postavitev vetrnih elektrarn na Pohorju. Zdaj jaz bi rad predvsem opozoril na to, da se je občina in občinski svet seveda na te investicije odzval, verjetno ste vi to spremljali. Odzvali smo se že dvakrat in sicer je prvič že bilo v lanskem letu ta tematika na seji, če se spomnite, in letos še enkrat. Gre za to, da pač potencialni investitorji očitno so, za postavitev vetrnih elektrarn na Pohorju, določene aktivnosti se peljejo, vendar seveda mi menimo, da način, kako se pelje te aktivnosti, ni pravi. In tudi sprejeti sklepi občinskega sveta in stališče občine so šle v tej smeri, in to še enkrat ponavljam, da bi bilo prav, da se pelje za tako velik projekt, kot je ta, v bistvu postopek državnega prostorskega načrtovanja. Ampak očitno do zdaj je to naše sporočilo več ali manj ignorirano. Zdaj mi smo seveda bili že v preteklosti seznanjeni z nekimi različnimi predlogi, kar se tiče obsega teh vetrnic, ki bi naj bile na Pohorju. Te stvari so se spreminjale. No, zdaj je najbolje pač očitno ta projekt, ki je zdaj aktualen, prisoten, vendar ta projekt pravzaprav zahteva v bistvu sprejetje DPN-ja, zato ker je meja za obseg investicije, čeprav vem, 10 megavatov, nad 10 megavati mora biti ta postopek na tak način peljan. In mi smo že takrat lani, ko smo to prvič obravnavali, mislim, da je to bilo tam, oziroma ne lani, celo 21. leta, konec 21. Smo že prvič je občina dala to mnenje, da mu je potreben DPN, potem drugič je bilo lani v februarju, konec februarja, da mora biti, in zdaj smo se stvari ponovile. V tem času pa ne samo, da se to ni zgodilo, ampak celo sprožen je postopek razlastitve občine, kar se tiče pridobivanja služnosti, zato ker do zdaj seveda meni služnosti občine, meni služnosti ni izdala za položitev teh kablovodov, ki so potrebni za delovanje teh vetrnih elektrarn. In še to bi rekel, da se mi res zdi, kar se tega postopka tiče, stvari nekoliko čudne, zato ker po mojem vedenju se v Sloveniji vsaj 5 DPN-jev za potrebe vetrnih elektrarn pelje. Ti podatki so objavljeni na portalu ministrstva. In ob tem velja pa opozoriti še na eno stvar, zdaj vi veste, da pa imamo mi še eno drugo problem, kar se vetrnic tiče, to pa so kalše. In jaz ocenjujem, da tudi, če bi se kalše vodile, tako kot bi moral biti postopek od začetka do konca peljan, do tega zapletov zdaj ne bi prišlo. Zato, ker je v mestni fazi, čeprav vemo, upravna enota izdala negativno mnenje, kar se gradbenega tiče, pa je to bilo razveljavljeno, ministrstvo je zdaj ponovno naložilo, da se pač postopki spet naprej peljejo. Ampak, če bi živel izhodiščo, stvari peljane, bi verjetno do teh zapletov ne bi prišlo, in tu se zdaj za bistveno večjo investicijo sicer ta postopek spet pelje na način, kjer ni korekten, in zdaj, tako kot je postopek seveda DPN-ja zastavljen, tako, ko ga mi razumemo, bi v ta postopek seveda bili vključeni vsi tisti, ki jih pač neka, v tem primeru ta investicija zadeva, vključeni aktivno, in bi potem na podlagi tega seveda prišli lahko do nekih končnih odločitev. In zdaj to prehitevanje, recimo, z razlastitvijo občine, mene res pa zelo čudi. Tako da toliko, teda jaz bi samo še enkrat opozoril, kar se tiče tega, da seveda pa tudi mene so že ti mediji, mislim, da večer je že to tematiko obravnaval, če se spomnite, jaz sem takrat isto stvar ponovil. Zdaj gre za to, da mi pač traja na tem, da bi moral biti peljan postopek državnega prostorskega načrta, v okviru katerega bi bili vsi argumenti in vsa strokovna mnenja in vse pravzaprav dejansko zajeti pri tovrstnih ali pa podobnih investicijah. In to bi bil edino pravilen postopek.
Zdaj upam, no, da bo ministrstvo s tem našim apelom, nekaj smo jih mi posredovali, tudi prisluhnilo, zaenkrat še nimam nobene povratne informacije, kaj se odziva tiče. Zdaj vsi ostale dokumentacijo, pa jaz se detalje verjetno ne bi šel, ker je v gradivih občinskega sveta, zdaj to gradivo lahko mi tudi dobite, no, ker, da zelo natančno nekaj se strokovno tega tiče. Ne. Zdaj toliko moče z moje strani, kar se tiče vetrnih elektrarn. Zdaj, če sem pravil, se tudi civilna družba organizira, ne, na to temo, ne, tako da pač tudi oni, ne, imajo možnost stopiti v sam postopek, ne, če se pelje. Ne. Vse po mojem vedenju. Ne. Civilna iniciativa Za naše zeleno Pohorje je za soboto napovedala tudi protestni shod na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici. Glede, za shod nisem bil povabljen, jaz se s predstavniki civilne družbe dobim še danes, ne. Tedaj bomo tudi te stvari dodatno še pojasnili, ne. Zdaj pač, stališče, kar se tega tiče, je pač jasno, ne. Ravno zato se z njimi dobimo, ne, in ravno zato sem tudi sklical, gre za to, da se pač prek medijev lahko ta informacija gre, ne. Ponavljam še enkrat, mi smo dvakrat že to tematiko imeli na občinskem svetu, ne, in je tudi občinski svet zahteval postopek tako, kot sem pač povedal. Javni zavod za šport občine Slovenska Bistrica je organiziral 20. izvedbo bistriškega teka. Na letošnjem jubilejnem teku je nastopilo več kot 800 udeležencev. Na 20. jubilejnem bistriškem teku po mestnih ulicah je teklo več kot 850 tekačev in tekačic, in to v različnih starostnih kategorijah. V okviru teka pa so organizatorji speljali že tudi 16. štafetni tek. V osrednjem teku na 10 km je nastopilo 120 udeležencev, in to v moški in ženski konkurenci. Absolutni zmagovalec, član domačega atletskega društva Gregor Durič, je za progo potreboval 35 minut. Zmago si je priboril v zadnjih centimetrih ciljne črte. Tekma je bila res napeta, ker sem dejansko od štarta bil na 3. mestu, potem pa sem počasi lovil. Najprej sem dobil drugega, pa še v ciljnem šprintu pa še prvega. Super tekma, borba do konca. V ženskem delu ni bilo tako negotovo do konca kot pri članih. Zmago si je pritekla Renata Vetrih, in to v času 46 minut in 37 sekund. Nisem si predstavljala, da mi bo šlo tako dobro, sicer sem malo v slabši formi, ker me je zdravje malo matralo, tako da sem pač šla po svojih občutkih. Dobro je šlo, super. Največ se je dogajalo pri najmlajših udeležencih, ki so bili tudi kot vsa leta doslej najštevilčnejši. 20. bistriški tek so z nastopi začeli otroci, ki obiskujejo vrtec. Na tekaško sceno so stopili na tartanski podlagi bistriškega stadiona, kjer so v spremstvu vzgojiteljic opravili svojo nalogo. Na koncu so v tej konkurenci bili zmagovalci vsi, in prav je tako. Za kolajne pa so se pomerili učenci v različnih starostnih kategorijah posameznih šol in različnih občin. Velika borba se je odvijala med učenci letnika 2010-2011, kjer sta se kolajne zlatega sijaja okoli vratu obesila pri fantih Naj Strmšek in pri deklicah Maša Laubič. Bilo kar težko, vsi ostali so bili tudi zelo dobri, jaz sem vesel, da mi je uspela. Sem že večkrat nastopala, ali nisem bila druga, letos pa pač prva. Boljše čase pa so dosegli učenci, ki obiskujejo šole v višjih razredih. Tako se je zanimivo odvijal tek med letniki 2008-2009. Tekli so na 1300 metrov. Na prvo stopničko je stopila Iza Polanec iz osnovne šole iz Poljčan. Super, ni bila niti malo težka proga. Dalo se je res vse potekati, pa še dobro, da je malo deževalo, da ni bilo tako fejs vroče. Na drugi stopnički zmagovalnega odra pa je družbo delala Lija Šket. Sem zadovoljna, ampak bilo je kar naporno. Pač treba je stisniti do konca, pa je pol to, pa imaš lepe rezultate. Pri fantih je v tej kategoriji zmagal Maj Bohak. V štafetnem teku so najboljši čas dosegli za zmago ekipa Koštrunov, in to v postavi Modic, Hrastnik in Bohak. Odlična pa je bila tudi štafeta znanih Bistričanov, ki je nastopila pod imenom Strajni. Strajnost se je v tem primeru izplačala, kajti v svoji kategoriji so dosegli drugo mesto. O nastopu pa so povedali. Zelo dobro, danes kljub slabemu vremenu se je zbralo lepo število, tako iz vrtca, šole, tudi ostalih, tako da smo zelo zadovoljni.
Tudi mi smo imeli svojo ekipo vztrajali smo do konca, ampak smo videli, da imajo Bistričani zelo velik atletski duh in so bili bolj med zadnjimi. Iskrene čestitke vsem, bili so nam tudi vsem v spodbudo, ker tisti tam mali še ne vejo, kaj je to težko, pa mi se moramo pa zadnji matrati, ampak je bilo lušno. Iz perspektive hitrega tekača zelo lepa, ker sem tako počasi tekel, da sem vse one znamenitosti v parku opazil. V družinskem teku je ciljno črto najprej prečkala družina Grm. Organizatorji so svoje delo še enkrat več opravili z odliko. Ja, lahko rečemo, da smo pod črto zadovoljni z udeležbo, res je vreme nam ni bilo naklonjeno, ampak videli smo, da tudi to ni ovira in da predvsem otroci, ki so bili res množično danes tukaj, so dali v bistvu ta utrip temu teku in tudi bistvo tega teka je, v bistvu so ti otroški teki, kar skozi poudarjam. In prav tako pa veseli tudi večja udeležba v teku na 10 km, kot je bila lansko leto, kar tudi pomeni, da se tekači tudi so se začeli ponovno prebujati po tej krizi korona, ko je bilo vse malo ustavljeno in veseli smo, da Bistrica spet teče. Vsekakor pa je zanimiva tudi zgodovina bistriškega teka. Pobudnik tega teka pa je bil pred 20 leti Milan Borko. Kakšni so torej spomini na začetek? Ja, takole je bilo, takrat smo tekači iz Slovenske Bistrice tekali po raznih tekih po Sloveniji in Avstriji, pa sem ugotavljal, da so razni pokali, dolenjski, gorenjski, primorski, štajerskega pa ni bilo, pa sem rekel, zakaj pa ne bi še štajerski bil, sem rekel, če pa štajerski, pa je treba še prej bistriški tek, ne? In tako smo leta 2002 izvedli prvi bistriški tek, udeležba bila izredna, zraven bistriškega glavnega teka so tekali že tudi otroci, potem pa smo vsako leto dodajali, tako smo dodali družinski tek, pa smo dodali štafetni tek in se je to razvilo do korone, cifra preko 1000 udeležencev. Tudi danes mislim, da bo ta cifra preko 1000 in vabim vse Bistričane in občane Bistrice in širše okolice, da se pridružijo temu bistriškemu teku, ker to je najmnožičnejša športna prireditev v Slovenski Bistrici. To je tudi prireditev, ki je v vsakem vremenu in v vsakem vremenu je do sedaj tudi bila. Imel si pa v sebi tudi veliko število tistih sodelavcev, ki so ti dejansko pomagali, torej graditi tale bistriški tek. Ja, tako je, ko je moja ideja dozorela, sem šel k direktorju Zavoda za šport Slovenska Bistrica, ker že prej so bili določeni teki v Slovenski Bistrici, ampak vsi so zdržali 2-3 leta, ker če posameznik to organizira, je nemogoče. Potem pa še tudi so bili predpisani pogoji dosti strožji in seveda to lahko samo en javni zavod za šport organizira in Marjan Štimec je bil takoj za to, smo šla do župana, župan nas je tudi podprl in tako je prišlo do tega, bi rekel, res enkratne prireditve v Slovenski Bistrici. Poglej, danes teče tudi veliko otrok iz vrtca, uvodni tek pripada pravzaprav njim, veliko je tu delo vzgojiteljev, tudi staršev, ki pripeljejo na tale bistriški tek. Te veseli tole dejstvo? Pa to je neverjetno. Poglejte, samo to, jaz sem snemal, 300-400 otrok vrtca leti po tele stezi športne. Na tribune pa polne staršev, starih staršev, stric, tet in tako naprej. To je dogodek za pogledati in res neverjetno. Morda tudi so se Bistričani že navadili tale bistriški tek, najprej so bila negodovanja, ko so se zapirale ulice, vendar ulice so sedaj povedale, da otroci dejansko spadajo na ulico, tudi takrat ni prometa, da tečejo. Ja, poglejte vi samo primerjavo Ljubljana. Ljubljana zapere pri maratonu ne samo za 2 uri. Tam zaperejo za več kot pol dneva vse ulice, bolj prometne, pa so to sprejeli in živijo s tem. Tudi v Slovenski Bistrici, pač rabimo čas. Saj veste, pred 40 leti, ko sem jaz začel tekati v mojem kraju, so me čez okno gledali, pa so rekli, kaj te nima drugega za delati, kot da teče. Danes imam že jih skoraj 60-70, pa bom štafeto tudi tekel z mojimi kolegi iz Karitasa. Tale dogodek, torej ob 20. rojstnem dnevu bistriškega teka, verjetno tista tvoja želja, da bi to trajalo nedogled. Ja, sigurno, da bo. Za popularnost štafetnega teka, pa bistriškega teka, sem sestavil eno fantastično štafetno trojko. In sicer
podžupan Žarko Furman, župnik Jani Druževec in direktor lesnine EMI Roman Stegne. To je za promocijo in hočem pokazati Bistričanom in vse okrog, različni ljudje, različnih mnenj in tako naprej in sodelujemo. In to je pomembno. Slovenija se mora povezovati in sodelovati. V soboto in nedeljo 15. in 16. aprila je v športni dvorani Slovenska Bistrica potekalo 26. in hkrati največje finale v zgodovini Twirling zveze Slovenije. Organizacijo letega je Twirling zveza zaupala domačemu Twirling klubu Sašo, ki je to nalogo tudi brezhibno izpeljal. Res je, 26. prvenstvo je velik zalogaj, zato ker je to doslej največje finale v zgodovini v 26 letih. Dobili smo ga mi, imamo izkušnje z organizacijo, ampak bom pa rekel, da delo pa ni lahko. To je en kup logistike, odrekanja, zadnji mesec in pol neprespane noči, ampak za tekmovalce se je splačalo potruditi. Ob izjemno močni konkurenci pa ni bila vrhunska le organizacija, temveč tudi sami rezultati domačega kluba, ki so presegli vsa pričakovanja. Proti pričakovanju, glede na včerajšnje rezultate, smo bili že zelo zadovoljni. Danes, to kar vidim, pa lahko rečem, da mislim, da je številka zlatih krepko čez 15. Twirling klub Sašo je tako finale zaključil s kar 20 naslovi državnega prvaka, 14 srebrnimi in 6 bronastimi odličji. Višji kakovostni razred je povsod upravičil vlogo favorita, medtem ko so mlajši člani, ki so seboj podali z ne tako velikimi izkušnjami, prav tako dosegli izjemne uspehe, kar je dober obet za naprej. Barve domačega kluba je zastopalo 28 tekmovalk, nekatere pa so po samem tekmovanju povedale. Današnji nastop se mi je zdel zelo v redu, dali smo vse od sebe, sicer še bi lahko kaj bilo za popraviti, vendar se mi zdi, da je bilo, kolikor se bi le dalo, dobro odplesano. Jaz sem iskreno zelo zadovoljna z nastopi, vsemi do zdaj. Dala sem res vse od sebe, pa tudi, da sem dosti trenirala za to in da se potem tudi na koncu vedno to splača in ja, na koncu je vedno super. Mislim, meni se je zdelo super, vseeno bi lahko bilo kaj boljše, ampak glede na to, koliko smo vadili, se mi zdi, da je vseeno bilo super izpeljano. Čestitke gredo prav vsem tekmovalcem, ki so zastopali barve kluba, kot tudi staršem in drugim podpornikom za neverjetno podporo. Jaz verjamem, da bo posluh, ki ga imamo strani športnih organizacij v občini Slovenska Bistrica, da se bo nadaljeval, ker brez teh pogojev je nemogoče delati sploh na vrhunskem nivoju. Zanimanje je veliko, saj imamo precej novih članov, novincev. Čakajo nas pa zdaj tekmovanje nekaj še doma, se pravi v Ljutomeru, potem pa so tu Češka in Španija, tako da nekako te domače stvari bomo začeli počasi seliti v tujino.